Lepo pozdravljeni. Jaz bi se rada zelo lepo zahvalila za povabilo na ta vaš seminar. Namreč že nekaj let, ali pa več kot 10 let, kar se ukvarjamo z prenovo kulturne dediščine kot arhitekti, se stalno soočamo z nekimi procesi, v katerih je prav ta diskusija z našimi kolegi z področja konstrukcij zelo aktivna in smo naleteli kar na nekaj problemov, katere bi želela v tem mojem predavanju mogoče izpostaviti in prositi za pomoč, ker slišim, da se pripravljajo neke dopolnitve ali neki predpisi lokalni kot dopolnilo standardom Eurokoda, da bi tudi na tem področju nam olajšali naše skupno delo in sodelovanje. Ravno kar sva s kolegom Tomažem Krištofom govorila o tem, da pravzaprav nima občutka, da imamo z našimi statiki kadarkoli probleme, res je. Mi zelo dobro sodelujemo, ampak skupaj na projektih, kjer se ukvarjamo s prenovo kulturne dediščine, naletimo pravzaprav na predpise, ki jih moramo spoštovati in tukaj se začne neka diskusija, kako pravzaprav ohranjati po eni strani, po drugi strani pa vzpostavljati neke nove sodobne pogoje, pogoje našega časa, da bi lahko te naše stavbe, ta naša dediščina živela naprej. To, kar vam kažem, tukaj je en mojih najljubših objektov, to je streha, moderna dediščina iz 70-ih let in kulturna dediščina pravzaprav so neki objekti naše preteklosti, ki jih ščitimo zato, da bi jih posredovali našim zanamcem kot nekaj, kar je bilo v tistem času nek, da ne rečem, presežek, spoznano kot nekaj, kar je zapuščina, kar je naša identiteta in za kar moramo skrbeti in prenašati našim naslednjim rodovom. S to dediščino se lahko zgodi tudi tole, to se je zgodilo pred, mislim, da zdaj že skoraj 10 leti in zaradi tega, ker je bil ta objekt zaščiten kot dediščina, čeprav spada v sodobno dediščino, je bil kasneje tudi obnovljen, v bistvu njegove šibke točke tukaj na tem mestu so propadle, ker občasno reka Krka poplavlja to streho in potem je objekt pravzaprav bil prenovljen in danes pravzaprav ga lahko vidite takega, kako ste videli na prvotni sliki. Prav ta dediščina modernega obdobja je izjemno ogrožena, mi se zelo veliko ukvarjamo tudi z varovanjem zaščito 20. stoletja, ampak to je neka posebna tema, o kateri jaz danes ne bi kaj več govorila. Jaz bom podala pravzaprav stališče enega arhitekta, vem, da ste tukaj več ali manj gradbeniki, zato da vam povem, kako mi gledamo na prostor in skozi to pravzaprav na kakšne probleme naletimo, ko se ukvarjamo z prenovo, predvsem tukaj gre za moje področje, področje prenove kulturne dediščine, ki je še posebej zaščiteno, seveda z vsemi odloki in režimi, z nekimi interdisciplinarnimi skupinami Zavoda za spomeniško varstvo in drugih strokovnjakov, ki skrbijo za to, da te stavbe pravzaprav predajamo našim zanamcem čim bolj nespremenjene. Dejstvo pa je, da so to podobe, ki jih boste zdaj videli, ki so podobe enih zaparkiranih, prezidanih, zapuščenih prostorov in naša naloga je, da moramo te prostore pravzaprav, da moramo v teh prostorih omogočiti novo življenje. Življenje, ki na nek način je življenje v 21. stoletju in zato so v teh stavbah pogosto potrebne spremembe. Tako da te stavbe doživijo neke transformacije in zdaj boste videli kar nekaj podob, ko iz ruševin pravzaprav vzpostavljamo neke nove pogoje, ko iz nekih zapuščenih prostorov pridobivamo nove prostore in jaz vam bom mogoče skozi dva projekta na hitro, skozi dva pa malo mogoče bolj poglobljeno razložila neke probleme, do katerih prihajamo. To je pravzaprav en manjši projekt ene kapele tukaj v frančiškanskem samostanu, kjer smo iz dveh sob, ki sta ti dve, za njimi večjimi preboji vzpostavili en večji prostor. In prav to, kar počnemo, so tisti posegi, kjer se seveda soočamo in srečujemo z kolegi iz področja konstrukcij. Jaz bi ob konstrukcijah izpostavila vsaj še nekaj področji, kjer mislim, da bi bilo zelo dobro ene podobne posvete organizirati. To je področje požarnega varstva. Tukaj imamo izjemno velike probleme in moramo vedno gledati, da vključujemo res dobre strokovnjake, da nam pri tem pomagajo. Področje inštalacij, elektro- in strojnih inštalacij, gre predvsem za to, da se naše kolege in vaše kolege izobrazi, kako previdno in kako pravzaprav res angažirano je pri teh projektih potrebno skupaj sodelovati in za področje pravzaprav gradbenih materialov. Tudi tukaj morda je to področje še zelo obsežno in premalo je bilo storjenega na tem področju, da bi izobrazili ne samo
tehnologe, ampak predvsem tudi izvajalce, zato ker vsaka fasada, ki se jo dotaknemo, ne samo v energetski, kakršnikoli prenovi, lahko s tem, ko jo začnemo prenavljati, popolnoma spremeni vso svojo občutljivo, staro, avtentično podobo. Zato to je mogoče predvsem res predlog za vnaprej. Jaz vam tukaj kažem kot arhitekt, pravzaprav, da se ukvarjamo s tem, da te prostore osvobajamo, povečujemo, razširjamo in povezujemo, seveda s konstrukcijskimi posegi, ki nam na nek način morajo to omogočati, da v teh stavbah vzpostavljamo nove pogoje za neko novo življenje znotraj obstoječih substanc. Zdaj, prvi večji projekt, na katerem smo se srečali s relativno zahtevnimi konstrukcijskimi izzivi, je bila knjižnica na Ravnah na Koroškem. Tukaj vidite popolnoma zaparkirano parkirišče, tukaj vidite obstoječe pogoje znotraj te stavbe, ki je bila nasičena, kaotična, nepregledna in slabo organizirana. Tako da bistvo, s čemer se mi kot arhitekti ukvarjamo, je pravzaprav neka reorganizacija prostora. Kako v stari lupini, kako v lupini, ki ima polno malih sob, vzpostaviti konkretno na tem primeru pogoje sodobne knjižnice. Za te primere moramo iz teh malih lukenj mi narediti en enotni prostor, ker nova knjižnica, sodobna knjižnica je knjižnica, kjer si lahko knjigo vedno v roko vzameš. Zato so potrebne vse te rušitve, zato so potrebni relativno zelo radikalni posegi in te posegi pogosto zelo oslabijo konstrukcijo, obenem pa jo tudi zelo spreminjajo. Tako da tukaj sam nekaj pogledov. Mi seveda tukaj gremo vedno z nekimi dost močnimi koncepti, s koncepti povezovanja in odpiranja prostora, preverjamo, to je kolegica Maša tukaj na gradbišču, kako bodo te stvari delovale potem v živo. Predvsem se pa skozi proces na gradbišču šele takrat zares srečamo s to problematiko tudi konstrukcijskih posegov. Tukaj vidite primer podbetoniranja enega sterba, vidite primer ojačevanja nekih prehodov in vidite recimo primer popolnega izčiščenja notranjosti te lupine, tega objekta, ki je bil morda najmanj zaščiten in seveda potem neko dodatno ojačevanje z betonskimi vezmi na vrhu teh zelo fragilnih sten z novo ploščo, z obbetoniranje sten z novimi talnimi ploščami povezujemo in seveda pri tem tudi sodelujemo z vsemi različnimi strokovnjaki. Tukaj so recimo spomeniško varstvo izvajalec. Gre za procese, kjer mora biti tako arhitekt, kot pa tudi statik, konstrukter prisoten na gradbišču, tako rekoč včasih vsak dan, če ne pa vsaj en teden. To je tale izvajalec me je v bistvu to naučil, ko smo to stvar delali in tako vidite potem tudi neke osvobojene, povezane, odprte nove prostore recimo tega gradu, renesančne osnove, ki danes služi kot nova knjižnica na Ravnah na Koroškem, kjer se notranji in zunanji prostor svobodno povezujeta, odpirata in vzpostavljata neke sodobne pogoje. Zdaj, to je recimo pa zdaj ta prostor, ki ste ga videli prej zaparkiranega z avti, danes je to odprt trg. To so procesi, ki zahtevajo zelo veliko, da ne rečem, mogoče tudi malo širšega pogleda, ne samo našega, ampak tudi naročnika, izvajalca, seveda pa cele ekipe projektantov, sodelavcev, ki se deluje z nami. To je prva stvar. Druga stvar je pa seveda eno veliko občutljivost, kako se soočati s to obstoječo substanco. Zato vam bom pokazala mogoče dva projekta, ki so veliko bolj bila delikatna, veliko bolj morda zaščitena, sta tudi novejša, tako da smo se mogoče prav na njih srečali z nekimi temi bolj intenzivnimi procesi tudi tega nekega dialoga, predvsem pa z problematiko, kako dosegati neke standarde, da ne bi ogrozili, da ne bi preveč uničili, da ne bi preveč posegli v neko res avtentično substanco. Prvi primer oba si lahko pogledate tudi v Ljubljani, ampak je težko videti pravzaprav, zakaj gre, če ne vidiš, kako so te procesi izgledali med samo gradnjo. Ker veste, da šele ko začnemo odpirati hišo, ko šele odstranimo omet, vidimo, kaj je spodaj, kakšen zid je in šele ko se začnejo te posegi res delati, vidimo, kako lahko neko stavbo zares ogrozimo. Poleg tega je to stavba, ki je nam arhitektom strašno ljuba. To je Plečnikova hiša, kjer je on živel in delal in ta hiša je seveda zaščitena tudi kot državni spomenik. To je najvišja stopnja zaščite, ki pomeni pravzaprav, da tukaj ne smeš narediti nič.
Mi, ko smo se lotili tega projekta, smo se ga lotili pravzaprav v fazi izvedbe PZI-ja. Mi se nismo ukvarjali z projektom za gradbeno dovoljenje, čeprav smo ga pregledali in ugotovili, da se da morda na tem projektu narediti še nekaj sprememb, izboljšav. Študirali smo seveda zgodovino Plečnika, njegove načrte, razvojne faze, ki jih vidite tukaj, da smo lahko razumeli, da je zaščiteno najbolj to in da so možni neki posegi tudi bolj v tem delu. Skozi neko valorizacijo, torej ovrednotenje najdragocenejših in manj vrednih prostorov smo prišli tudi do tega, da smo lahko predlagali neke nove rešitve in iz hiše, ki je bila razdeljena na 3 dele, na koncu dobili hišo, ki deluje danes kot en enoten organizem, z novim vhodnim območjem, ki kroži tukaj okrog te vstopne točke, z malim muzejem, s pedagoškim programom, smo ustvarili pogoje enega sodobnega muzeja, ki napaja tisto, kar je najbolj vredno na tem. To je pa Plečnikova hiša, kjer lahko vidite danes, kako je arhitekt delal in ustvarjal. In to je tisto, kar je bilo najbolj zaščiteno in najbolj varovano. To je bil tisti del, v katerega nismo smeli nič posegati. Ampak naši statiki, vidite ga tukaj, Igor Lipan, ga lahko tudi predstavim, upam, da boš kaj dopolnil, Igor, so seveda imeli po pregledu gradbenega stanja seveda tudi določene zahteve. Predvideno je bilo, da se bo ta vogal podbetoniral. Predvideno je bilo podbetoniranje teh zidov zimskega vrta in seveda so bile predvidene tudi določene ojačitve prav v tem krožnem delu. Mi, ko smo pripravljali gradbeni načrt, smo predvideli še nekaj dodatnih odstranitev, zato da bi dosegli čim boljšo povezanost teh prostorov, ampak te same, ne bom niti razlagala detajlov, tudi tukaj smo imeli kar veliko problemov z nekim zatečenim stanjem, niso bile toliko sporne kot predvsem te posegi v tisto, kar je na tej hiši najbolj vredno, ta vogal. Tako izgledajo pravzaprav ti naši izvedbeni načrti, kjer ni pomembno samo to, kako mi vzpostavimo hišo, da bo ustrezala zahtevam Eurokoda in vseh sodobnih standardov, tako tudi inštalacijskih in drugih, ampak predvsem kako ohraniti čim bolj avtentičnost te hiše. Ta avtentičnost pa ne pomeni samo njene podobe, pomeni tudi vse materijale, kako ohraniti vse vmete, kako ohraniti vse stavbno pohištvo in čim takneš, veste, se začnejo stvari prašiti, je treba to zaščititi in čim takneš, se lahko poruši tako rekoč vse. Zato smo se tega lotili z veliko mero previdnosti. In tako kot vidite tu prvotno podobo hiše, je na tej hiši delovala ena velika skupina različnih strokovnjakov, restauratorjev, ki so več ali manj želeli stvari samo očistiti. Zdaj pa kako pravzaprav pa omogočiti to, da ne bo potrebno to podbetoniranje, da je tukaj mogoče ta vogal ohraniti tako, kot je, da ne bi dosegli propada te fasade. To so bili eni dialogi, s katerimi smo v bistvu, da ne rečem, prosili naše sodelavce, konstrukterje in dosegli tudi to, da tega vogala v končni fazi potem nismo podbetonirali. Še večji problem se je pojavil tukaj na področju tega zimskega vrta. Ta zimski vrt, zgrajen leta 1928, ima namreč fantastične betonske profile. To so čist tanki betonski profili, ki so ena izjemna redkost. In predvideno je bilo, da se bo ta celoten del tega zimskega vrta podbetoniral. Mene je to osebno zelo skrbelo, videli boste tudi tukaj so se pojavljali neke lokalne razpoke in smo na nekaj sestankih postopoma prišli do tega, da smo ugotovili, da se cela streha tega vrta nosi na teh stebrih, ki so pilotirani in skozi ta dejstva, ki smo jih skozi proces, skozi nek intenziven dialog pravzaprav izvajali, smo potem ta lokalna sanacija izvajali samo lokalno, nismo podbetonirali v celoti, ker vsak najmanjši posedek bi lahko povzročil, da bi izgubili to res vredno zasteklitev in nam je uspel. Tako da tukaj se res zahvaljujem za vso to potrpežljivost z nami, da smo na koncu ohranili ta zimski vrt, tako kot ga vidite lahko tukaj na teh fotografijah. Večji posegi so se odvijali tudi v tem krožnem vertikalnem stolpu, ki prav zaradi te izpostavljene svoje lege, zaradi te zaraslosti, je potreboval neke dodatne betonske ojačitve. Tukaj sta se izvedla 2 betonska venca, izvedlo se je seveda potem tudi hidroizolacija tega temelja in ko so se delali pravzaprav te venci, tukaj pa mislim, da je bilo mene zelo strah, da bo se ta hiša podrla. In to je neka odgovornost bila naša in konstrukterska, da pravzaprav vsi posegi teh ojačitev dejansko v neki fazi destabilizirajo konstrukcijo in dokam iti pri tem, da dosežemo to, kar je po predpisi potrebno, pa da ne ogrozimo
same substance je v bistvu zmeraj vprašanje. Zato vas prosim oziroma apeliram na to, da bi se pogovorili o tem, kje in na kakšen način omogočiti take olajšave, da ne ogrožamo oziroma da čim manj posegamo v neko avtentično substanco naše kulturne dediščine. Namreč te procesi so za nas arhitekte zelo nejasni, tudi za naše statike so pravzaprav nejasni. Zavod za spomeniško varstvo ima svojega statika, ki pride lahko na teren in pove in je relevanten sogovornik našim odgovornim projektantom, pa vendar nihče na koncu noče prevzeti odgovornosti za to, da bo podpisal potem ta projekt. To pomeni, da bi bilo mogoče potrebno doreči neke vzvode, mehanizme, na kakšen način bi se lahko o tem dogovorili. No, tukaj vidite sam nekaj podob tih novih prostorov, kako je to nastalo, nekaj posegov še v to strešno konstrukcijo in pa seveda tudi lupljanje teh zidov in omogočanje boljšega dihanja in transformacijo. V bistvu so te procesi zelo zanimivi, ker skozi luščenje posameznih plasti različnih obdobij potem pridemo na nekih novih informacij, ki vplivajo seveda pol tudi na končno podobo celega objekta. To je en tak interdisciplinarni proces, tukaj vidite samo del naše ekipe. Zdaj vam bom pa predstavila na kratko še projekt Švicarije. To je tudi tukaj na robu Tivolija. To je ena hiša, ki je izjemno kompleksna. Jaz mislim, ko smo se lotili te prenove, se dejansko sploh nismo zavedali, kar nas čaka. Se bom sam na hitro preletela. V bistvu tukaj vidite to obstoječe stanje, v kakšnih prostorih delamo, kakšne prostore pravzaprav čistimo, lupimo. Ampak ta hiša je skrivala v sebi ogromno nekih zelo vrednih podatkov, ki so bili obdelani v konzervatorskem načrtu. In z našo, recimo, programsko zasnovo smo skušali noter v tej hiši vzpostaviti bivalne in delovne pogoje za ateljeje, zato da bo ta hiša čim bolj živela naprej. Bilo je potrebnih kar veliko rušitev, to vidite kar tukaj, kjer je označeno oranžno in seveda zelo natančni izvedbeni načrti, ampak tukaj se je stvar šele začela. Ko smo začeli hišo odpirati, zdaj boste videli pa neke sekvenc te transformacije, ta del se je tudi porušil in zgradil potem na novo. Tukaj so faze recimo gradnje tega prizidka. Smo prišli do tega, da ta hiša v sebi skriva eno izjemno kompleksno konstrukcijsko zasnovo, zato smo naredili na tako trodimenzionalno sliko, ker je to opeka, to je potem jeklo, rdeče so nove betonski elementi, lesena konstrukcija, tako da smo šele skozi to aksonometrično risbo pravzaprav prišli do pravih podatkov te neke strukture in ustroja hiše, da smo videli, kaj dodajemo in kaj ne odzemamo. In tukaj vidite to transformacijo. Te stebri so bili na podlagi revizije predvideni, da se izvedejo novi v betonu. Bilo nam je škoda, imeli so poslikave in na koncu z sondiranjem pravzaprav te opeke smo ugotovili in prišli do tega, da jih lahko obdržimo, da jih zaščitimo s karbonskimi vlakni in podbetoniramo in tako ohranimo avtentične te stebre na licu mesta. No, in zgleda ta stvar takšna. To stopnišče je bilo tudi podvrženo velikim požarnim zahtevam, smo na koncu uspeli z neko dolgotrajno diskusijo ohraniti tako, kot je. Zelo zanimiva je ta lesena stropna konstrukcija. Tudi to smo ohranili vse avtentično, takšno, kot je bila. Bila je pregledana strani profesor Pohlevna, statično preverjena in na koncu z nekimi minimalnimi očitvami ohranjena kot pričevalec pravzaprav neke izjemne mojstrske kulture tistega časa, v kateri je bila hiša zgrajena. Podstrešne sobe so se določene tudi podirale, tako da smo v ateljejih puščali tudi to leseno konstrukcijo. Tukaj vidite ene res drastične posege konstrukcijske v prostorih, kjer smo jih mogli izdatno povečevati. Tukaj vidite novo dnevno svetlobo in predvsem en problem, na katerega bi samo na koncu upozorila. Tukaj na fasadi so bili balkoni, ki so imeli zelo velike povese. To je tale vogel tukaj. In konstrukter je predvidel pravzaprav zamenjavo teh lesenih nosilcev, ki jih boste videli zdaj tukaj od blizu, z novimi jeklenimi nosilci. In tukaj smo se več mesecev skupaj statik Zavoda za spomeniško varstvo, nadzornik, pogovarjali. Ali hiša, ki je stala že 100 let, lahko stoji s temi nosilci še naprej, ali dopustimo, da te prekrasne lesene nosilce pravzaprav odžagamo in nadomestimo z jeklenimi. To sta ta dva nosilca tukaj, ki sta bila povezana potem noter s hišo. Na koncu je obveljalo to, da so se zamenjali z novimi jeklenimi nosilci, ki jih lahko vidite tukaj in potem oblekli nazaj.
To je nekaj, česar arhitekti ne želimo, to je nekaj, kar tudi zavod ne želi. Ne želimo maskirati nekih dejstev, želimo pravzaprav priti do nekega skupnega konsenza, kako ohranjati čim bolj res avtentično, konstrukcijsko in seveda tudi arhitekturno celoto te naše dediščine. Tukaj samo še en zelo lep element, to je en mojih najljubših elementov na hiši, lesena veriga, je dejansko jeklena veriga. Te elementi ne nosijo kot stebrički balkona, ampak so kot vrvi in tudi ta njihova oblika pravzaprav nam govori o njihovi dejanski funkciji. To odkritje, do tega smo prišli šele na koncu, ko smo odprli to leseno konstrukcijo in videli, kaj se skriva znotraj nje. Hvala lepa, jaz upam, da sem malo izzvala v neki diskusiji.